Lepo pozdravljeni, sem Andreja Novak, astrologinja, diplomirana dizajnerka in raziskovalka energij. Zanima me oziroma rada bi vam povedala, da je september odličen mesec, vesela novica, da so nas zvezdni vplivi končno malo bolje pogledali in da se lahko za september pripravite, da bo harmoničen, sproščen, če boste seveda sodelovali s svojimi zvezdnimi podporami. 10. september je en tak dober dan, ko se Venera premakne v Škorpijona in vsi postanemo malo bolj strastni, budni. Isti dan Merkur gre v Tehnico, kar pomeni, da bomo boljše komunicirali. In pa 10. septembra Uran postane retrograden, kar pomeni, da bomo ideje in notranji proces zavedanja, razmišljanja, aktivacije delali do konca leta, kajti Uran potem gre v direktno fazo drugo leto, v začetku leta običajno. Tako da to je dobro obdobje, 10. september je idealen dan za kakršnekoli zmenke, aktivacije, odločitve, načrtovanja. Potem je pa 11. septembra mlad mesec, mlaj v znamenju Device, kar pomeni, da je tisti dan dober za osvoboditev, čiščenje, počitek v smislu wellnessa, regeneracije. In pa september 14. je potem tak dober spremembni dan, posebej še za rake, pa tudi za kozoroge, kajti črna luna preide iz Strelca v znamenje kozoroga, kar pomeni, da začnemo bolj sistematično usmerjati svoje želje, energije in strasti v svoje temelje. 18. septembra retrogradni Kiron preide v znamenje Ovna nazaj na 29 stopinj, kar pomeni, da bo naslednje obdobje, boste se lahko odločali o spremembah glede čustev, ran, pozdravili svoje malo manj močne točke in pozdravili svoje čuteče srce. 23. septembra gre Sonce v znamenje Tehnice, kar pomeni, da se začenja obdobje druženja, klepetanja, iskanja optimalnih rešitev za vse in pa tudi pospravljanja, usmerjanja energije v estetiko. Polna luna v Ovnu je 26. septembra, takrat je čas za praznovanje, za veselje, za radost in pa potem 28. septembra Mars preide v znamenje Leva, kar pomeni, da se boste lažje začeli usmerjati v smeri, ki vam je pomembna. Kreativnost, sreča, igre na srečo, vse to bo začelo igrati ponovno večjo vlogo v vašem življenju. 30. septembra za konec meseca pa Merkur gre v znamenje Škorpijona, kar pomeni, da se bodo poglobile strasti, razmišljanje, tudi komunikacija, da bodo prišle na plan vse tiste stvari, ki jih je treba očistiti, osvoboditi in intuicija vam bo bolje začela delati. Ovni boste v septembru imeli priložnost urediti odnose s prijatelji, urediti stik s sabo, se regenerirati, postaviti stvari tako, kot si želite. Tako v začetku meseca, kot v drugi polovici meseca boste usmerjeni predvsem v to, da se aktivirate predvsem sebe, da uredite svoj odnos do sebe in svojo srečo. Zelo boste odgovorni zase. Biki boste v septembru imeli priložnost, da skomunicirate tiste stvari, ki so vam pomembne. Venera v Škorpijonu vam bo dala moč, strast in tudi ne boste več čakali, kdaj je kaj pomembno, ampak boste samo delovali in vaš magnetizem bo dober. Samski biki imate priložnost za strastna srečanja, tudi vezani za skoke čez plot. Razmislite, če je to koristno, kajti pomembno je, da znate ceniti svoj partnerski odnos, ker ga v konec septembra v drugi polovici lahko obnovite, aktivirate v dobro. Dvojčki boste v mesecu septembru se končno malo umirili, potem ko bo šel Uran v retrogradno fazo. Imeli boste še številne samogovore, ideje, predvsem kar se tiče kariere, šolanja in tudi kar se tiče materialnih dobrin, lahko da boste morali ene stvari postaviti na novo oziroma se vprašati, kaj je smiselno za vas.
Raki boste v septembru v prvi polovici zelo aktivni, vezano na prijatelje, znance, povsod vas bo dovolj, zelo boste pomagali, veliko boste želeli narediti za druge in seveda potem boste se dobro počutili in želeli ustvariti en tak večji sloves zase, kar vam bo tudi uspelo, kajti Mars v vašem znamenju vas bo pri tem podpiral. Levi, imate v septembru priložnost urediti stike navzven, povečati svoj poslovni vpliv ali vpliv na vso svojo okolico, ki vam je pomembna. Sonce v Devici vam bo pomagalo narediti prenovo svojega fizičnega telesa, se sprostiti in tudi konec meseca, ko pride Sonce v znamenje Tehtnice, boste zadovoljni s sabo in pripravljeni na širjenje, na prijateljstva, na nekako širjenje svojega vpliva, kajti sončni Mrk v avgustu vam je dodal eno novo energijo, novo moč, ki jo boste sedaj začeli zares čutiti. Device, september je idealen za vas. Merkur v znamenju Tehtnice vam bo odprl pot do srca, do ljubezni, do svojega stika z notranjo lepoto. Mlaj v vašem znamenju vas bo podprl na polno, tako da od 11. septembra naprej lahko delate, kar želite. Koristno je, da se zavedate, da je še Merkur direkten, v oktobru gre potem retrogradno fazo, tako da september in velik del oktobra je vaš mesec za načrte, za delo, za aktivnosti, tako da ne čakajte v akcijo. Tehtnice, imate v septembru lepo priložnost se pogovoriti številne stvari. Merkur gre v vaše znamenje, Venera v Škorpijona, tako da boste lažje zagovarjali svoje vrednote, kajti jih boste čutile, zaznavale in sprostile se boste vsem, kar vam je pomembno v materialnih dobrinah, uredile si boste garderobo, prenovo telesa in s tem tudi svojega duha in odnosi vam bodo v ospredju, kajti zdelo se vam bo, da tisti ljudje, s katerimi ste povezani, da so vam dragoceni. Škorpijoni, boste zadovoljni, imeli boste Venero v svojem znamenju, magnetni privlak bo velik, tako za materialne dobrine, kot za ljubezenske sestanke, tako da samski škorpijoni boste napolno izkusili, kako je, ko vas vleče k simpatijam, oziroma obratno, ko simpatije vleče k vam, tako da pazljivo, da si jih ne boste preveč nakopali na glavo, kajti škorpijoni imate močno energijo za strast, seksualnost, in je dobro, da to usmerite tudi v kakšne poslovne dosežke, kajti lahko veliko stvari razrešite tudi s pomočjo prijateljev. Strelci, imate v septembru priložnost se odpreti sodelovanju ne samo z okolico, ampak tudi svojo dušo. Dobro je, da se pomirite s sabo, dobro je, da začnete gledati, kaj je tisto, kar vas osrečuje, da se umirite, da pokažete en interes zase, za svojo srečo. Konec septembra vam bo bolj naklonjen za kakršnekoli spremembe, za ideje, če boste sledili svojemu srcu oziroma svoji sreči. Veliko se boste pa trudili za otroke in tudi veliko uspešnega, dobrega naredili za njih. Kozorogi, imate od 14. septembra naprej je črna luna pri vas, kar pomeni, da boste začutili končno strast, željo, da naredite večje spremembe. To se bo začelo seveda doma, v energiji doma, temeljev, ko ne boste mogli več prenašati ugovorov ali pa ne boste se mogli več prilagajati, niti delati kompromisov, spočiti boste bolj, več boste imeli notranje moči in tudi želje, da naredite spremembe navzven, da si izborite ali da dosežete takšen status, kot si ga po vaše zaslužite. Vodnarji, boste v septembru imeli
idealne pogoje, da postavite svoj posel in zdravje v ospredje. Severni voz v vašem znamenju vas dobro podpira, ljudje vas cenijo, vidijo. Sočasno boste imeli pa notranjo moč, da naredite tiste prave premike v smeri, ki si jih želi duša, pa tudi vaše srce. Konec septembra boste vodnarji odprti za spremembe navzven, za podporo svoje duše in tudi za to, da sledite srcu na bolj brezkompromisen način in pa seveda, da požanjete uspeh tam, kjer ste čisto iskreni, kjer sodelujete z integriteto. Ribe, imate v septembru priložnost se povezati z ljudmi, ki so vam blizu, odnosi vam bodo v ospredju. Ne boste se trudile, samo sprostile se boste in ugotovile, da je vse v najlepšem redu, da ste obkrožene z ljudmi, ki vas imajo radi, da lahko računate na njihovo pomoč, kar vas bo v drugi polovici septembra aktiviralo, da boste začele reševati svoje želje oziroma uresničevati svoje želje na bolj plodovit način. Lep september se vsem obeta, srečno in sprejmite podporo. Hvala za pozornost.